O upravljanju družbe socialni demokrati, večina opozicijskih strank in mnogo analitikov javnega življenja trdi, da je Slovenija v času vladavine Janševe vlade in sedanje koalicije SDS, Nove Slovenije, Ljudske stranke in Desusa nazadovala v razvoju in uveljavljanju demokracije in pravne države. Glede na stanje, kakršnega bomo podedovali, bo za resen napredek potrebno ogromno dela. Ne bomo se ga ustrašili še več, cilji in prizadevanja socialnih demokratov bodo naslednji. Da se povrne zaupanje ljudi v poštenost in odgovornost politike in oblasti. Da se zagotovi spoštovanje in uveljavljanje načela delitve zakonodajne, izvršne in sodne veje oblasti, posebej s krepitvijo državnega zbora kot najvišjega demokratičnega organa odločanja in s povrnitvijo ugleda ter samostojnosti in učinkovitosti pravosodne veje oblasti. Da se zagotovi dosleden umik politike iz gospodarstva in družbenih dejavnosti tako, da se zmanjša število ljudi in vpliv politikov v organih odločanja, da se umakne vpliv politike iz sfere represije in organov pregona, kot so policija in tožilstvi, še posebej pa, ko gre za nadzor nad vsemi možnimi oblikami zlorab in korupcije, kjer mora delovati neodvisna protikorupcijska komisija in nad delovanjem tajnih služb, ki lahko posegajo v sfero človekove zasebnosti. Dalje, da se zagotovi neodvisnost javnih medijev od politike in lastnikov kapitala, da se posveti večja skrb v uveljavljanju človekovih pravic in pravic vseh vrst manjšin. Ljudje morajo verjeti, da bomo socialni demokrati vsakemu zagotovili priložnost in možnost za dostojno življenje in da bomo skupaj z njimi znali Slovenijo upravljati boljše.